Čau, Eli moji, kje ste, kako ste? Alenka tukaj in danes imam za vas video, ki je ful čuden, da ga ni bilo prej na mojem kanalu. Zaradi tega, ker je ravna zemlja, flat earth. Zakaj je čuden? Zaradi tega, ker je to maybe največja teorija zarote. Če kdo ve večjo, naj od spod napiše, jaz ne vem. Zdaj pa tako, imam eno veliko simple prošnjo za vas v tem videu. Verjetno za ene ne bo simple, ampak dejte svoj mod možganov na open, tako pač odprite glavo, imejte odprte glavo za ta video in reče, brez veze, da ga gledate. Če greš noter kot telev za ta video in si pač vas prepričan, da ni opcije, da zemlja karkoli drugega kakor okrogla, zakaj ga sploh gledaš. Imej odprto glavo, osebno grem čez cel life tako, nič ne vem, nič ni zagotovo, vse je mogoče in lepo shajam, tako da saj poslušajte do konca, pa se pojelučujte naprej ali pa raziskujte naprej. Jaz bom povedala, ko se počutim glede tega, ampak gremo v video. Preden začnem samo copati dejstva enega za drugemu, zakaj mogoče zemlja pa ni okrogla, vam dam 3 predpostavke. Prva je ta, da vse, kar imamo o izgledu zemlje, se pravi fotografije, satelitske slike, vse basically, kar dokazuje črno na belem, da je zemlja ravna, torej poleti na luno, karkoli že, vse je odkot? Od nas. Kaj nam to pove? Da imamo en sam freaking vir, odkot črpamo to idejo našo, da zemlja je pa definitivno okrogla. Klepaj tam s kamero, tiho bod. Vsaki začne s kamero govoriti, maček začne na polno mjavkati, zakaj? Zakaj bi kakorkoli dvomili v naso? Zakaj ne bi? Druga stvar pa sem že naredila na tem kanalu video samo o fake pristankov na luno. Lahko si ga pogledate, zdaj samo izpostavim recimo v čeladah teh astronautov se vidi dejansko odsev fotoaparata / kamere. Recimo tista zastava, kar randomly kar plapola na luni, čeprav tam ni zraka in nikakor ni vetra, tako da skratka, cela stvar je čudna. Kaj še fail pri nas je to, da ves material komplet, ki je nastal s tem, da so bili prvič originalno na luni, ves ta material je izgubljen, ni ga, puf, izginul je. Se pravi, folk se krega, 2000 let nazaj od piramid pod nekakšnih egipčanskih loncev imamo neke zapiske in vidimo, da so obstajali, od tega, da je bil folk na luni, pa ne, ker je fake in basically nimamo nič, ker tista tehnologija, s katero bi sploh lahko pregledali te posnetke, je uničena in ne vem kaj, skratka, džizemle. Druga mind-blowing stvar pri nas je to, da posnetki z vesolja naenkrat lahko zajamejo samo 3% zemeljske površine. Kaj vam to pove? Da so dejansko posnetki zemlje sestavljeni skupaj, ker naenkrat ne morajo slikati toliko celotne krogle zemeljske, ampak samo dele in te dele photoshopirajo skupaj. To je praktično dejstvo, zaradi tega, ker če gledaš te posnetke, imajo nekje kar podvojene oblačke skupaj in očitno je sfotoshopiran in drugače itak ne gre. Pa što si tudi, da upam, da sem najdla tle sliko in da jo bom vstavila v video ali pa gif, da tudi še kolaž delajo skupaj iz teh manjših slik, torej kolaž zemeljske površine, je še vedno vmes so taki mini presledki in tisto preprosto ali je sfotoshopirano ali manjka nekako, ni tako, kot bi moglo biti. Pa se to načeloma že vemo iz šole, če se ne motim, da globus ni točno tak, kakršen ne bi bil, že to je sumljivo. Eni vem, da ste zaljubljeni v znanost, razumem in spoštujem to, vi pa probajte razumeti, da je vse skup izhajalo iz teorij. Teorija Big Bang Theory, torej teorija velikega poka, teorija gravitacije. Oboje sta teoriji. In na podlagi teh dveh teorij se zdaj ravna celo človeštvo, cela znanost izhaja iz tega. Torej, mi smo nastali iz tega, da sta dva atoma skupaj trešila, eksplodirala ali nekaj tacga in nastalo je vesolje. Ok. Seveda, če je on tako rekel, pa bomo vsi verjeli. A štekaš, pač milijone, milijarde ljudi se potem zgoduje, samo zato, ker je nekdo pač tako rekel. You know? Teorija gravitacije je pač teorija. Jaz ne izpodbijam teh teorij, nočem reči, da to pa ne velja. Mogoče je to čisto res, ampak a štekaš, tudi če si ti tako pameten, da razumeš celo Big Bang Theory, če razumeš, da smo mi nastali iz ne vem, kako smo se počasi razvili, da smo samo neka posledica Big Banga, če so te do te točke v lifeu prepričalo eno stvar, ampak če bi te pa začeli prepričevati od štarta, da je zemlja ravna, bi pa to verjel, a štekaš.
Ker še enkrat poudarjam, noben ti ne bo dal dokazov in sam jih ne boš dobil, tako da si odvisen od nase in NASA ti lahko da karkoli hoče. Ker že tisto, kar nam je dala, je načeloma fake, tako da... Ok, tretja stvar, gremo na religijo. Ta je meni osebno ful brezpomenska, ker pač izhaja iz ene knjige, basically. Ampak je pa tako, da v Bibliji, zdaj ne vem, v Stari ali Novi zavezi ali obeh, je Zemlja predstavljena kot ravna površina in v bistvu ima čez eno tako kupolo in ta kupola potem meji naprej na nebesa. Maček salce dela. Hodila sem to samo še omeniti, ker so drugi omenjali, čeprav meni osebno religija pa Biblija tle nimata nobene vloge, ker se mi osebno ne zdi smiselno, ampak nikoli ne veš. Torej, po vsem tem, ker sem zdaj povedala te 3 predpostavke, kaj hudiča ne bi sploh bila ravna Zemlja in kako ne bi izgledala. Zdaj točno definirane oblike dejansko ni, saj ker sem jaz brskala vsakič majčkeno drugačno risana, predstavljena, si zamišljena, so pa neke osnove in sicer Antarktika, ki smo jo mi navajeni, je v tem primeru, saj boste videli zdaj slike, se pravi na robu te ploščate Zemlje je Antarktika kot nek gromozanski zid. In ta gromozanski zid, kot ga recimo vidite tak zid, kot ga vidite v Game of Thrones, naprimer, je tak zid, ki bi držal v bistvu to vso vodo, vsa morja, vse. In ja, po tej logiki nikdar in nihče ni šel okrog Zemlje, ni plul okrog Zemlje, ker ne moreš, ker vsakič prideš do Antarktike in ne moreš naprej. Zdaj pa, da vam postrežem z največjim mindfuckom, ker se je meni osebno zdel najbolj tako what, da so 1950. leta vse večje države podpisale neko stvar, ne vem točno, kako se bi rekli tej listini, ampak so podpisali, da je splošno ful omejeno in prepovedano iti oziroma hoditi oziroma potovati proti globoko v Antarktiko. In dejansko te na tisti točki ful malo ljudi gre tja, ker je pač le Antarktika, kaj dejansko boš delal tam, pač umrl boš, ampak je zelo natančno moderirano, kdorkoli že tja gre, ali je čist pod kontrolo, ali preprosto ne sme iti, oziroma je celo omejeno, kam lahko ljudje grejo. Ker je pa še bolj brutalno, je pa to, da so letalski poleti in nasploh leti tam čez in mimo čist omejeni, oziroma jih ni. Ful zanimivo mi je, da je enkrat bil en let, ker so mogli preprosto leteti, tudi če se ravna lepa linija iz Filipinov v Los Angeles. Tako kot vidite na sliki, upam da. Tudi če se raven let. Na eni točki na tem letalu je ena ženska, ki je bila noseča in mislim, da je predčasno odtekla voda, drugače ne vem, kaj da hek je delala na letalu v pazni nosečnosti. Odtekla je voda in so mogli kot emergency iti hitro do najbližje bolnišnice. In kaj se je zgodilo? Niso pristali v Los Angelesu, ker bi bilo na globusu popolnoma naravnost in bližje in praktično in smiselno. Pristali so na Aljaski. Če pa bi Zemljo razgrnili kot ploščato, bi imeli pa to veliko več smisla. Kar se nasploh tiče vsega glede ravne Zemlje, sem se predvsem nanašala na video od Shayna Dawsona, ker njegov brat je pač conspiracy theorist in ful razlaga o teh stvarih in ful dobro razloži in se mi zdi tako domače in zato sem šla po njegovih besedah recimo. In on se tudi nanaša na to, koliko smo ljudje danes ovce. Smo načeloma odskos, ampak trenutno je vse na podlagi tega, da življenje nam nadzoruje marketing in glasba nekako predvsem, sprav načeloma res glupe in nepomembne stvari in tudi če se ti misliš, je marketing pa kaj bom gledal na oglasih, pa kaj bom si želel dejansko pa nadzoruje v bistvu marketingi podjetij, sej kaj pa je to tacka, ja, ampak kdo pa dejansko uravnava zakone pa se odloča, kaj bo šlo sploh v javnost, pa niso pač samo podjetja, ampak je milijon drugih pravil in ta pravila so spet uravnavana od višjih sil, ker ne upam reči točno, komu se to pripada, ampak na koncu pridemo od ene ideje Illuminatijo. In to nas spreminja takole v ovce, ker preprosto vidiš sem tisto, kar hočejo, da vidiš. Isto velja za to, da imaš fucking doma naprave, ki ti nadzorujejo cel life, ki ti praktično poveži vsaka reklama, kaj ti hočeš, še sam ne veš, kaj hočeš. Imaš naprave, ki ti pomagajo živeti praktično, ki ti zaroletajo, ki ti ne vem, kaj se naredijo, imaš naprave, ki te poslušajo. Hey Google! In on posluša, se pravi, me je skozi poslušal. In zdaj ne ve, ko vam govorim. Ja, je že, okej. Je šel že na internet iskati, skozi poslušal. Isto, če pogledamo droge, droge so prepovedane v
recimo alkohol, če res dobro pomisliš o tem, zakaj alkohol ni prepovedan. Alkohol je brutalno nevarna droga, odvisnik rataš plus na cesti noro nevarno, se ne pritožujem, ker res rada kaj spijem, ampak gobice, trava so prepovedan, psihadelične droge, ki ti širijo možgane in to, kako razmišljaš in da ti dejansko širi obzorja in možgani ti bolj delujejo, to je pa prepovedano. Ljudje določeni v Ameriki vem, da se jim doma najdeli, ko so travo gojili in so dosmrtno v zaporu. Zakaj torej naj bi nas neka višja sila želela prepričati, da smo okrogli? Zaradi tega, ker to potem izhaja iz znanosti in znanost izhaja iz Big Banga. Big Bang je pač nekaj, kar se je zgodilo, pač basically eksplozija, sprav smo mi kaj, posledice eksplozije, sprav smo kaj nič vredni, pač nastali smo, ker smo slučajno tam. Zato veš čas gledaš filme, ki so neke apokalipse in takole umiramo, ker smo pač samo človečki in smo minljivi in umremo lahko po vsakemu hurikanu in neurju, ker basically res, ampak daje ti občutek nič vrednosti in pač nadzor nad nami je potem kopitu bolj simpel, večji, Meni so nasploh teorije zarote tako, fajn je razmišljati, fajn je imeti en glas vse, ki ti govori, ne biti plehak, pa ne se zapičati v prvo stvar, ki ti jo kdorkoli reče, ampak nima tudi smisla tišati z glavo v zid pa se odločiti za eno stvar, ker premalo veš, vse informacije, ki jih dobiš, ni zato, ker si šel ti v vesolje, ni zato, ker si bil ti na Luni in si videl, ker nisi, nič od tega ne veš, vse, kar dobiš od drugih, od nekih, ki so nad tabo, ali pa ki so to kao videli, ali pa kao probali, ali pa kao nisi fotošopiran, ampak ne veš. Zato jaz res ne upam biti pametna. Meni pač nekako, še zmeraj imam tisti občutek, pa freaking ne more biti ravna, nekje bi se že zlomila ta logika in bi pač bili vsaj konkretni dokazi, kao noben ne more dokazati, da je ravna, ker itak ne moreš čez zid priti, oziroma čez antarktično to ledeno steno. Tako da basically zato itak ni dokazov, je pa celo dvomljivo, da so dejansko dokazi o okrogli zemlji, ampak mene bolj zjebe to, ker če gledamo druge planete in jih opazujemo in so vsi okrogli, a ne, potem zakaj mi ne bi bili, mislim, jaz nimam tiste ideje, kao mi smo pa boljši, pa ne vem kaj, mi smo pa tle središče vesolja. Lejte, odločite se sami, jaz skratka nisem nič odločena, še zmeraj v moji glavi zemlja okrogla, ampak če bi jutri nekdo rekel, tle imaš dokaz, pa zemlja je ravna, bom tako, okej, cool. To je to za danes. Radi se imejte, alieni, se vidimo naslednjič, aj čau,